čestitca v imenu organizatorja, v imenu občine Brda, Tica Brda, Zavoda, ZTKMŠ in vseh tistih, ki bodo danes na kakršenkoli način prispevali k temu vašemu pohodu. Veseli nas, da vreme ostaja in držimo pesti, da bo ostalo še naprej danes. Jaz, kaj ne vam želim? En lep pohod, da se lahko uživite v to našo čudovito pokrajino. Verjetno ste po programu tudi videli, da vas bo po poti čakalo nekaj stojnic in naj jih pohvalim. Na stojnicah bodo briški ponudniki in bodo naše briške žene. To so, danes imamo tukaj vokalno skupino Brika, ki deluje v okviru društva in so vas tako lepo na en muzikalni način tudi, smo vam dali dobrodošlico. So pa tudi seveda one to pekle in tudi po poti boste imeli priložnost še kakšno od njih spoznati, fotovoltaje in medarje ter sabljarje. Jaz vam še enkrat ponovno zaželim en lep dan in se vidimo v Domjačah na koncu in kasneje, zakaj pa ne, na druženju v Šmartnem. Hvala lepa. Čaj, če komu paše. Smreke so, ne? In tam se v bistvu zaključi pohod. Potem pa se vračamo na Šmartno. Šmartno pa zelo lepo vidno, ta bela cerkvica, terjena vas tako naravnost pred nami, z temi bloki na dobro vam, štrli tako na hrečo. Ja, je direktno. Tu je pač gradnik, ki je pomenoval, da je Orlovo gnezdo v srcu Brd, tudi zdaj si lahko predstavljate, zakaj je tako. Če pogledate, da smo, na primer, mi Benečani in da moramo priti v tej smeri, ker so bili napadalci, so pa oni imeli pregled nad celotnem območjem. In tudi recimo ta zvonik je ohranjen, cerkev je bila precej manjša. Tu je zdaj v bistvu največja cerkev v Brdih, ki je bila dograjena konec 19. stoletja. Zvonik je bil pa vedno take višine in predvideva se celo višji, ker naj bi služil kot izvidniški stolp, oziroma opazovalni stolp. Da so pač sporočili, kako prihajajo nasprotniki. Tako da v tistem obdobju, ko se je bila avstrijsko-beneška vojna, je bilo Šmartno eno izmed teh utrdb, ki so bile na tem območju. Bilo Šmartno, potem je bil Vipu že, ki je skrito, nekaj zadnji, ki zdaj se tudi obnavlja grad, potem pa naprej Števerjan. In tako je v bistvu tvorilo nek sistem utrdb, ki so preprečevali prihod v notranjost. Še kumi cveti. Kumi cveti. Bomo, ne? Frtajo. Skusi. Dobro.
Dobrodošli v Goriških Brdih, moj ime je Damjan, jaz danes bom z vami obšel čez klet. Rečeno je bilo, da na hitro se ogledamo klet, saj ti spodnji del, ker boje, da imate še en kos poti za prehoditi danes po Brdih. Tako, zdaj se pravim, nahajate se v vinski kleti Goriška Brda, to je največja klet v Sloveniji, nekje s kapaciteto 18 milijonov litrov, nekje imamo tisto kapaciteto za noge, ampak na letni ravni nekje pridelamo okoli 9 milijonov in tudi plasiramo na slovenski trg in pa na tuje tržišče. Nekje 70% prodaje vršimo na domačem trgu, to se prav nas najdete z našimi artikli vse posod, od Mercatora, Špara do gostinskega sektorja, nekje po celi Sloveniji. 70% prodaje na domačem, 30% na tujem trgu. Imamo tudi še eno podjetje, ustanovljeno v Ameriki. Visoki stopni po eni strani alkoholov, po drugi strani mineralnih snovi, več fenolnih snovi, mogoče malo težje prebavljivo, ampak v določenih količinah zelo zdravo. Govorimo o določenih količinah. Tisto so mlajši največje vino, ki se potem poca, se meša, dobiva barvo, potem aromatiko in te vonjave. Drugače pa se pravim, te 70 litrske uporabljamo, na drugi strani so pol milijona in pol milijon litrske. Gor je cela, se pravi, Pa prši prej vi. Vidim, ja, vi poznate Brda, ker ste hitro, ne? Niste poznali. Ja, tako. Kakšno je? To je, ta se kupa nevesta. Ta na koncu, ne? Evo, Ignaci. On nima tukaj rekel. Zadovoljen, pa celo presrečen sem za ta dogodek. No, če ste poslušali dobro, ste ugotovili, da so bili zaigrane 3 himne, no in to kaže, da se gre za neki čezmejni projekt in tu se gre konkretno za projekt 3 dežel, Avstrije, Slovenije in Italije. Tu kolegica je tudi povedala, za koliko kilometrov peš poti se gre. In vsekakor smo zadovoljni, da v ta projekt smo ujeti tudi Brda. Včeraj mi je bilo dano vedeti, da sicer samo za 10 km, ampak to je dovolj, da v ta projekt smo tudi Brda vključena. Dear friends from Austria and Italy, seveda predvsem pa lepo pozdravljeni dragi pohodniki, s katerimi smo danes že uživali 10 km. To je en delček čudovite poti Alpe Adria. Zgodba se je začela pred samo 2 leti in pol s partnerskim dogovorom med Slovensko turistično organizacijo Spiritom, med Koroško turistično organizacijo in turizmom iz Furlanije Julijske krajine. In rezultati tega dogovora, to že ni več projekt, to je pravzaprav že uspešen turistični produkt, na katerem je že lansko leto pot prehodilo več tisoč ljudi. Seveda je poleg teh nekaj kilometrov, ki smo jih danes prehodili skupaj, še neodkritih
vseh ostalih 40 etap, tako v Italiji, Avstriji in pa Sloveniji. Naj omenim, da v Sloveniji pot se spusti z Karavank proti Kranjski gori, prečka Vršič, Triglavski narodni park, gotovo vedno zanimivo Soško dolino, čudovita brda, ki jih danes skupaj uživamo, in potem seveda zavije nazaj Slovenijo tudi na področju Krasa skozi Lipico. Ob tej priložnosti bi vas seveda v imenu organizatorjev povabil, da se tudi v prihodnje, pred nami je pohodniška sezona, čim večkrat odločite, da uživate gostoljubje ljudi na tej poti, uživate izjemno raznolikost pokrajine, tudi raznolikost podnebja, ki nam je danes naklonjeno, tako da predvsem pa seveda v imenu organizatorjev zahvala ekipi iz Goriških Brd, Arjana, Erika, gospod župan in še vsi ostali iz tima, ki so omogočili, da se danes preživimo nekaj lepih uric v Brdi. Mogoče še ena samo kratka zanimivost, med nami sta tudi gospod Jože in Metva Vrhunc, ki sta v lanskem letu v 22 dneh prehodila kompletno pot Alpe Adria. Mislim, da si zaslužite aplavz. Ja sta blizu, mogoče pomahata. Evo, imamo dobre zglede, uživajmo tudi v prihodnje v poteh Alpe Adria Trail. Hvala. Vesel sem nad tako udeležbo. Tudi lani smo s tem začeli v Avstriji, ne podobni prireditvi. Povezava logično treh dežel, treh kultur, treh različnih kulinarik, treh različnih pokrajin. Lahko rečem, da je glede na to, kjer danes stojimo, za nami je namreč spomenik padlim. Lahko danes rečemo, da so te meje prekinjene v naših glavah in da znamo spet sodelovati. Zdaj, neke vrste je to tudi pot miru, na kateri se vsi trije narodi družimo, se razumemo in skupaj delujemo. Vesel sem, da je ta pot Alpe Adria Trail bila tako dobro sprejeta in vam želim, da bi jo še naprej skupno odkrivali. Hvala. Hvala vsem vam, ki ste preslišali danes slabe vremenske napovedi in ki ste sledili instinktu pohodniške duše in nam polepšali to nedeljsko dopoldne z tako krasno udeležbo. Zahvalila bi se seveda Spirit Slovenija, da nam je zaupal to čudovito priložnost, da se pohodniška sezona Alpe Adria Trail odpre prav v Brdih. Danes smo skupaj prehodili 10 km poti, dopolnila bom moje predhodnike. Brda sekata dve trasi, prva je dolga nekaj čez 19, druga nekaj čez 20 km. Danes smo vam na tej kratki izkušnji ponudili drobce, da okušate vse to, kar Brda ponujajo preko celega leta in vabimo vas, da se nam pridružite in da nas obiščete tudi v prihodnje, ne samo na pohodniških avanturah, ampak tudi na številnih prireditvah preko celega leta. Kot rečeno, bomo svečano slovesno zaključili z otvoritvijo magične točke.
in vabim vas, da nam ob rezanju traku vsi skupaj zaželite popotnico, da bi se na tej točki v prihodnje pomudilo čim več pohodnikov. Hvala lepa. Dort können Sie auch den Transfer bis zum Parkplatz. Danke.